o uporabi političnega jezika, komentar dneva, Peter Božič. Boljševiški pankrti, vprašaj. Miho Jazbinška poslušam v mestnem svetu že tretji mandat, torej že 10 let, in razprave, ki jih je imel, so bile tedaj redno na vsako točko tudi po pol ure dolge. Tako, da smo po njegovi zaslugi sedeli vsaj 10 ur del na sejah. In kaj se ob takem razpravljanju zgodi? Ko sem pregledoval stenogram, sem ugotovil, da mu je vsakič že po 2 minutah ušla koncentracija in da je potem govoril v strokovnjaški terminologiji, kar mu je padlo na pamet. In tako je z 99% njegovih prispevkov. Priznam pa, da je raven jezika visoka, vsebina pa šibka. In že to, da v 10 letih ni premogel niti enega samega pozitivnega prispevka, tudi dodatno pove marsikaj. Toda primitiven, kot je izraz tajkun, Jazbinšek ni bil nikoli. In na to sem ga opozoril. Kralja na Betajnovi poznamo vsi. In to je sijajen opis tajkuna. Saj mu cerkvena oblast ne dovoli, da bi priznal svoj zločin, ko si je na drugih prigrabil premoženje, ampak ki kot moč in oblast mora služiti naprej. Je torej velik lopov. Tajkun je pomensko in vsebinsko isto, je velik lopov. In to je prvi izrekel predsednik vlade. To je žaljivka in to primitivna žaljivka. Za velike lopove so imenovali boljševiki po letu 1945 velike podjetnike in jih zapirali in celo streljali. Enako po istem vzorcu je poizkušal Roman Albrecht leta 1972 uničiti močne direktore zelo uspešnih podjetij kot anarholiberalce. Vzorec je znan. Ime je psovka. Temeljni problem pri tem boljševiškem vzorcu in zato tudi boljševiški vzorec je, da sodišča tukaj ni. Saj mu ideološka oblast narekuje za vso pezo javne propagande, kdo je tajkun, in ona odloča, komu je treba soditi in koga je treba obesiti. In to je boljševiški jezik, ki ga danes ponavljajo boljševiški pankrti, če govorim po njihovo. Toda ali ni to, kar sem zdaj rekel, žaljivo? Še kako škodljivo pa je, če taka beseda meso postaja. Takle imamo.